Širnih poljanja do Logarskih trav, preko zelenih poljan laden vetrič pihlja, me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Preko zelenih poljan laden vetrič pihlja, me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Tam pesmi najlepše hmeljarji pojo, ko v soncu blesti se zeleno zlato. Nebo se ovija ta čudežni sad, prek širnih poljanja do Logarskih trav. Preko zelenih livad tiha pesem do njih, me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Preko zelenih livad tiha pesem do njih, me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Savinjska dolina, najlepši moj kraj, cvetiča dehtiča, kot mesec je maj. Veselo kot ptica, poletel bi rad, prek širnih poljanja do Logarskih trav. Preko visokih planin sonce žarke prši, me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Preko visokih planin sonce žarke prši, me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Me spominja na dni, ko bil sem še mlad. Takole, dobro jutro in lepo zdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Začeli smo z eno tako lepo, umirjeno skladbico, torej Savinjska dolina, in vas nekako povabili, da ste naša vesela, nasmejana, dobra, energična družba vse tja do 12. ure. No, tudi danes bomo takole prečesali stranice, danes z nami zopet straničani, danes z nami tudi organko koš za biološke odpadke, ki ga bomo torej tekom današnje oddaje zopet enega podelili in kaj ne rečem, še 2 oddaje do konca, potem si bomo rekli nasvidenje do septembra. Nekateri bomo torej odšli na morje plavati, nekateri v gore, kakorkoli že. Še 2 organka bomo torej do konca današnje sezone oziroma sezone 2014 podelili. No, danes pa vam naj povem, da ne bo številka nič 90, 93, 61, 22, temveč si zapišite novo in sicer stacionarno številko nič 3, 4, 2,
88210, na katero nas seveda lahko pokličete, tudi že sedaj v tem trenutku, kajti v goste sem povabila zopet nekoga, predstavnika ali pa predstavnico skupine Kode Express, ki vas bo prijazno povabila torej na veliki dogodek, koncert, ki se bo odvijal na poletnem gledališču Studenec pri Domžalah, in sicer 20. junija, torej to leto, da ne bo pomote, dragi moji, ta petek ob 21. uri. Zdaj z velikim veseljem torej pozdravljam Tejo. Lepo pozdravljena, Polonca, in lepo pozdrav vsem gledalcem tvoje oddaje. Vesela sem, Teja, da si danes prišla. Prejšnjo nedeljo ste v goste poslali moško družbo, moško invazijo. Veš, kako je, vedno pravijo, da vse dobro pride potem na koncu. Zdaj pa na začetek smo poslali moške, zdaj na koncu sem pa prišla jaz. Smo pa ženska družba, takole. In Teja, povabili bomo naše gledalke in gledalce na en tak čarobni večer. Jaz temu pravim, ker uživam, v živi glasbi, posebni glasbeni gostje bo čarobno obarvan. Jaz mislim, da bom, lahko rečem zdaj iz prve roke, da se bo. Jaz sem zadnjič objavila na Facebook, sem napisala, da bo to en tak nostalgičen večer, in sem me spraševala, kako nostalgičen. Rekla, da se bo pač prepletalo zelo veliko takih mogoče čustev ljudi, ker se repertoar je zelo razgiban, se pravi od slovenskih evergreenov do takih zelo, zelo pozabljenih skladb. Jaz polovico skladb sploh poznala nisem in smo jih mi zdaj, oziroma Igor jih je priredil, so dobile novo podobo, zelo, zelo dobro, in jaz verjamem, da se bo marsikdo našel v kakšni skladbi v tem, kar bomo mi seveda predstavili. Ja, prvo smo slišali, to je bila Savinjska dolina, to so iz naftalina, potegene skladbice, malce že pozabljene. Ja, to je zelo, zelo stara skladba že, je pa potrebno tu povedati, zdaj to Igor veliko bolje ve, to skladbo je pel njegov oče, se pravi, da je res zelo, zelo stara že, in je pač Igor imel to željo, da bi se ta skladba priredila, da bi se v novejšo osvežila, če tako rečem, in smo potem res za ta koncert, ki je bil na Vranskem, zdaj pa mislim, da je to že 3 leta nazaj, to skladbo premierno takrat izvedli in jo posneli, in da se lahko še predstavi drugim gledalcem. Tako, Koda Express, kako dolgo si, Teja, že ti v tej skupini? Jaz nisem... 2 dekleti sta tukaj, 2 dekleti sva, ja, ampak... Sami moški. Pa sami moški, ja. Jaz sem že tako ali tako navajena, da sem vedno v moški družbi, ja. Pač življenje me je tako privelo v takšen poklic. Drugače pa nisem, jaz od začetka skupine, jaz sem nekje 3-4 leta, se pravi, tale koncert na Vranskem, kjer smo si prvi spot ogledali, je bil tudi moj premierni koncert. In kako je bilo? Trema, zelo velika trema, nasplošno, ker je dvorana na Vranskem tudi zelo velika, in tisti vem, da je bilo, ker so bile velike priprave, vsaj za mene psihične. Pravi zalogaj, No, gremo, oziroma nadaljevali boste to eno tako veliko zadevo pa zdaj v tem poletnem gledališču. Tako je, v poletnem gledališču Studenec, moram pogledati, da ne bom kaj narobe povedala, kam drugam ljudi poslala, pa nas bodo iskali. Nekje vsako leto pridemo najmanj en koncert ali pa 2, tradicionalno je zdaj že tudi koncert v Libojah, se pravi pri cerkvi Sveta Ana, mislim, da je Sveta Ana, ja. Tam pridemo vsako leto koncert, potem pa še kakšnega letnega, ali je to v Celjskem gradu, pač kamorkoli nas povabijo. Letos je pa pač tole bila zadeva in mislim, da je to tudi ena izmed največjih zadev v letošnjem letu. Takole, in že prejšnjo nedeljo smo z gospodom Igorjem in z njegovim sinom podelili po 2 vstopnici. Malo več nam pove, vstopnice pridejo 15 €, mislim, skoraj nič, skoraj za 100, nisem rekla 3 nogavice ženske, pa še tiste si hitro raztrga človek. Tako da 15 € so te vstopnice, organizirano je tukaj, Teja, kaj? V to je vključen prevoz, se pravi pač iz tiste začetne lokacije, kjer se štarta, vstopnina, prevoz in pa še potem mečken posadka, pogostitve. Pogostitve, torej 15 €, kje pa lahko, na katero številko, naprimer, kje se lahko prijavijo ljudje, ki bi želeli oditi? Ki bi želeli oditi, je najbolje, čeprav mi Igor rekel, da lahko jaz dam tudi svojo, sem pa rekla, bom kar to povedala. Najboljše je, da se pokliče ali same organizatorje v Studenec pri Domžalah, ali se pokliče tudi gospoda Brgleza, ki ima zelo veliko
besede pri vsem poteku tega koncerta, ali pa kar na tole številko na vstopnice. Tako, Se pravi, 041 70 64 52. Tako. Ampak danes te bomo podelili torej po 2 vstopnici. Že kar na začetku, torej zdajle pozovem vse naše gledalke in gledalce, ki nas gledate, ki nas spremljate, torej pokličite na telefonsko številko 04 42 88 210, takole se izpiše na vaših ekranih in seveda samo pokličete, dobili boste 2 vstopnici, ne vem, povabite svojo najboljšo prijateljico, se ni boste da dobro polovico tega, kaj praviš? Vsekakor, to so ni potrebno, da je vedno partner, lahko Tako. prijatelje peljete, evo, ali pa če ima slučajno kdo rojstni dan, kakšno darilo za rojstni dan. Tako. Zbirno mesto, če se spomnim, bo v Celju, pa tudi v Velenju, 3 avtobusi so že organizirani. Tako je, mislim, da če bi še slučajno bilo povečje povpraševanje, se bo dodatni prevoz še zagotovil, ampak trenutno, tako kot si tudi sama omenila, 3 avtobusi bodo šli iz Celja in pa iz Velenja. Takole. Vse podrobnejše informacije, kar se tiče odhoda, odhod je ob 7 uri, ker se koncert začne tudi ob 9 uri zvečer, pa dobite na teh številkah, ki so zdaj povedali, oziroma pri teh kontaktih. Povedali, ne? Takole, nekoga že imamo na telefonski zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Dober dan. poslušalka iz Celja, Poslušalka iz Celja, kako vam je ime? Ivanka. Ivanka. Ja, Ivanka, povejte, vi boste odšli torej na koncert, koga boste s sabo povabili? prijatelja. O, kako lepo, res. Jaz želim en res lep, nepozaben večer, ker bodo tudi posebni glasbeni gostje tam. Ne? Ivanka, dajte mi še povedati vašo telefonsko številko. 070 Ja, 8662 ja, 938. 938. Ja, Ok, še enkrat ponovim, 070 862 938, prav? tako. Dobro. Ivanka, kaj naj vam reče, hvala lepa za vaš klic, lep dan vam še želim naprej in pa seveda lepo se imejte v petek. Poslali ali prijem iskat? Vas bo gospod Igor poklical. Aha, Tako. lepo prosim. Tako, Hvala lepa. srečno nasvidenje. No, to moramo res povedati vsi tisti, ki ste prejšnjo nedeljo dobili vstopnice. Zdaj bom jaz te vstopnice oziroma te kontakte dala gospodu Igorju in vas bo kontaktiral, da se boste vse dogovorili, kje se boste dobili, da se ne boste zgrešili, ne? Tako. Ja, tako. Še nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Ja, dober dan. Dober dan. Marija iz Šentjurja. Angelca. Marija. Marija iz Šentjurja, dober Marija. dan. Marija Šentjur. Marija, kar z besedo na dan. Se veselite koncerta? Zelo se veselim tega koncerta, ker sem doma iz Savinjske doline. Super. In kaj, prejšnjo nedeljo In smo... ta pesem me je popeljala po mojo mladost. No, lepo, to nas veseli, ne? Pa Marija, zraven obvezno tudi kaj zapojte, prav? Halo? Smo? Ja. Ja, Marija, dajte mi povedati še telefonsko številko. Ja, 041 Ja, 608 608. 325. Ko Marija sem zapisala in gospod Igor vas bo poklical, da se dogovorite o podrobnostih. Hvala lepa. Srečno, nasvidenje. Še imamo tukaj torej vstopnice, zdaj pa teja čas za malce glasbene. Danes si nam pripravila eno tako posebno pesem, ki jo je tudi napisal Igor, če se ne motim. Ja, tako to je avtorsko delo Igorja Korosa. Čeprav je potrebno povedati, da je ta skladba bila posneta najprej v narodno-zabavni podobi, izvajajo ansambel Donačka. Ja. In potem sem jaz to velikrat tako Igorjeve CD-je poslušala, ne, in mi je ta skladba bila takšna všečna in Lepo. sva enkrat z Igorjem prišla na to idejo, da bi pa večkin prenovila, v moderne ritme spremenila, takšne meni primerne. In je potem nastalo to, kar je nastalo. To lepo. Še nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Halo, Dober dan, evo ženska invazija, babji čvek, danes pa upam, da ne bo deževalo. Kdo je z nami? dober dan, Stanka iz Celja. Kako? Stanka iz Celja. Stanka Celje, Stanka, kar povejte, dejva kar številko hitro povedati. 070 Ja, 833
833 769. 769. Stanka še enkrat, 0783 3 ja, 769. 769. Evo, zapisano kot pribito tukaj in jaz vam želim, Stanka, en lep petkov večer, prav? To bom podarila sinu, ker ima 19. še. Rojstni dan, ne? Lepo, odlično, hvala lepa, Stanka, za vaš klic in kot smo rekli, hvala lepa. srečno Hvala lep dan, nasvidenje. Srečno nasvidenje. Wow, poglej, ljudje kličejo, Pa se sva zanimajo. podelile. Se zanimajo. Polonca, lahko jaz samo nekaj povem še. Ne vem, če ste se Absolutno. prejšnji teden pogovarjali, mogoče v vednost vsem tistim, ki bodo prišli na koncert, nočem nobenega strašiti, ampak koncert se začne ob 9. uri zvečer in se mečkeno shladi, super. zato vas pač tisti, ki ste mečkeno bolj zmrzljive narave, jaz govorim iz svoje kože, ker me vedno zebe, tudi če je zunaj 30 stopinj, da vzemite nekaj s sabo, da se ogrnete, pa mogoče tudi kaj za pod ta zadnjo zasedeti. Ja. Kakšno deknico. Ja. Ej, zelo dobro, si to zdaj rekla, ker res ponavadi vedno, ne? Če sem zunih, pa je res čez dan wow, toplo in je grozno, ne? Če te zebe na koncertu in ne moreš noč pet zraven pa uživati. Tako da, super. Potem pa samo čakaš lešno uro, da je pa konec, da bomo šli domov. Takole, evo, Teja, oder je tvoj in torej zdaj skladbica, ja, prisluhnimo Teji. Bila Jadran na obzorju, maestralu namenjajo se, preko biserne gladine, spomini mi zdrsi, kakor da bi
odlično, res je nas zdaj le popeljala malce nazaj. Tudi vas, ne, izgubljene frizerke, smo zaromali malce v... Kam? Lepe vode, mislim, no, slika je bila še lepša. Tako, slika pa še lepša. Evo, tako, izgubljene frizerke, kar pejte nazaj, tjale. Midve pa greva Teja zopet tukajle, lahko se usedeš tja, lahko tukaj. Nama je sicer zmanjkalo, ne, zdaj je tehle, ne, ampak jaz si bom še drznila 2 podeliti, pa tudi, če jih spravite v mašino, ne vem, kaj naj rečem, ne. Jaz, gospod Roman Brglez, želim napolniti še mogoče kakšen avtobus, pa se prav je Teja, ne, da nas pride čim več gledati. Da nas pride čim več, ne, ker potem tudi za tistega, ki je na odru, če je dvorana polna ali prireditveni prostor napolnjen, je čisto drugače peti, je drugačna energija. Raje še dam stopnico tako, pa da pridejo ljudje, ker koliko ljudi gre tja notri? Tu pa jaz ne vem, vem pa, da je to zelo velik prostor, jaz sem bila sicer samo enkrat tam, gre zelo veliko ljudi. Veliko, ne? Torej, številka je 034288210. Podeljujemo še torej 2-krat po 2 vstopnici, potem pa torej zaključimo z temi vstopnicami, ampak povabilo pa še vedno velja. Torej letno gledališče Studenec pri Domžalah ta petek, torej 20. s pričetkom ob 21. uri. Popeljite, vzemite s seboj seveda svoje najbližje, prijatelje, prijateljice in pa, kot si Teja rekla, lepo darilo. Ob kakšnem prazniku. Tako. Mogoče celo komu ob zaključku šolskega leta. Evo, odlično, lepo darilo. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Danica na tej strani. Danica, odkot? Iz Celja. Celje, Danica, pišem. Danica, tako, a je želja bila taka velika, da greste gledat? Ja, seveda, ker enkrat sem jih že gledala na Vranskem in mi je bil koncert super, pa bi želela zdaj še enkrat jih v drugačnem, drugem okolju videti in bi šla, prosim. Lepo, koga boste povabili zraven? Zdaj takole, ne, jaz bom šla kar sama. Zdaj, če mi boste dali 2, bom vzela obe, pa bom nekomu še rekla. Super. Če pa je še kdo takšen, da bi tudi želel sam iti, pa mu prepuščam karto. No, lejte, bomo kar tako naredili, ker podeljujemo po 2 vstopnici, Danica, oziroma vam damo 2 vstopnici, pa vi organizirate, prav? V redu. Super. Prav, hvala. Danica, še telefonska številka. 031 731 518. Tako, sem zapisala, Danica, lep dan vam želim. Tudi vam. Srečno. Lep dan, nasvidenje, srečno. Nasvidenje. Še torej 2 vstopnici podelimo za en čudovit dogodek. Kdo bo pa gost? Ne boste kar sami? Ne bomo sami, z nami bo seveda meni je čas, da lahko nastopamo ob njemu. To je gospod Oto Pestner, mislim, da ni potrebno posebej poudarjati, kdo je to. Potem je tu tudi tokalna skupina Stop. Stop? Ja. Stop, ja, ampak ne pomeni, da je stop, da je konec oddaje. Bo zelo zanimivo, to je en vložek vmes med samim koncertom, da si tudi mi pevci mečkeno oddahnemo in bo zelo, zelo zanimivo. Potem pa imamo še našega letalca Petra Prevca, ki bo potem imel še en kratek intervju, ampak to pa ne bo potem z naše strani, to je pa z strani organizatorjev. Ja, da imate sceno, skakalnico tam in bo Prevc naredil en telemark. No, to še pa jaz ne vem, zdaj se pa še znam nekaj novega. No, tako, mogoče pa ne, ampak res mi je lepo, da se združite športniki, glasbeniki, glasba povezuje ne nazadnje ljudi. Tako, kdor poje ne misli slabo in glasba je povsod prisotna, kamorkoli gremo. Tako da jaz mislim, da tudi se športniki potem dobro povežemo. Tako, odlično, tako, podeljujemo torej zadnji 2 vstopnici za tale koncert, torej zadnja priložnost za nekoga, ki bo poklical na številko 03 42 88 210. Teja se bo potem seveda poslovila, mi bomo te vse kontakte dali gospodu Igorju Korošcu, ki vas bo kontaktiral in se boste dogovorili, kje, kako, zakaj, na kakšen način. Peš ne bodo šli, a ne? Peš verjetno ne. Peš ne bodo odšli. Takole, vi zavrtite torej telefonsko številko, ampak zdajle, preden jo vrtite, pa moram pozdraviti še našega drugega gosta, ki je danes z nami, gospod Franci. Prav lep, prisrčen pozdrav, vroče vam ja vidim. Ja, prav lep pozdrav, vroče je pod reflektorji. Kot v peklu. Kot v peklu. Ja, nekoga bova prevzela, nekoga imava na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Darinka z vami. Darinka, odkot?
Iz Savinjske. Pa poznate to pesem Savinjska dolina? Ja, sem jo čula. Povejte, Darinka, radi prepevate? Zelo rada prepevam, samo me je žal težko poslušati. Ja, ampak kaj pa, prepevate v kopalnici doma, kjer vas noben ne sliši? Gazda sem, ko sem sama doma. No, dobro se je, ampak fajn je, ne? Tudi, če mogoče kateri nimajo posluha, jaz pravim, da fajn, da ljudje pojejo. Tako. Darinka, koga boste odpeljali na koncert? Verjetno sina, ker ima ravno takrat rojstni dan. Evo, kako je pa sino ime? Nikola. Kako? Nikola, evo. Tako. Družba, se bomo zmenili, ne? Se slišimo, Darinka, še telefonsko številko bi želela? Lahko mobitel. Lahko? 041 Ja, 246 ja. 015. 015. Tako. Tako, smo zapisali, Darinka, hvala lepa za vaš klic, pa lepo se imejte še danes. Tudi vam želim lep dan naprej. Srečno, Nasvidenje. nasvidenje. Evo, jaz sem tukaj vse zdaj zapisala, ne? Tule bo mogoče še kaj sledilo, tako da ja. Teja, kaj naj rečem, jaz sem vesela, ne, da si bila danes tukaj z mano. Malo se seveda še lahko ostaneš, bomo se še malce pogovorili, ampak dam ti še eno priložnost, da še enkrat povabiš vse gledalke. Hvala. Najprej hvala za povabilo. Jaz bi rada še v imenu celotne skupine Koda Express in vseh organizatorjev koncerta, ki bo potekal v petek 20. junija ob 21. uri v Studencu pri Domžalah, na poletnem gledališču, Studenec pri Domžalah, bolje, da pogledam pa preverim, kot da napačno povedem ljudi. Organizirani so avtobusni prevozi, če še koga zanimajo te stvari, ali se obrnejo na organizatorje, ali pobrskajo po spletu, drugače pa se lahko pripelje tudi seveda z lastnim prevozom. Če pa kdo želijo peš priti, pa lahko pride tudi peš. Iz tistih koncev. Tako. Hvala lepa, Teja, za obisk, pa za povabilo. Tekom današnje oddaje bomo še povedali in vas še povabili. No, zdaj pa zopet čas za glasbo. Franci, midva bova čakala v nadaljevanju. Poglejte, oni že z nestrpnostjo čakajo, ne? Že kar tresajo se, da gredo seveda na oder. Zgubljene frizerke, vzemite seveda svoje inštrumente. Prva pesem bo Kam le čas beži. Teja, hitro teče takole čas, se ti zdi? Zelo hitro, prehitro. Prehitro, ne? Ko si kot otrok vedno rečeš, joj, zakaj že nisem odrasel, zakaj že Ko mi nisem čakam, da odrasel. bom Ko pa verjetno- si odrastel, pa rečeš, zakaj sem že tak star. Ja. Če bi se lahko vrnila nazaj, v katera leta bi se vrnila? Verjetno bi se vrnila tja nekje v najstniška leta, ko začnejo. Malo bolj tja, družba, bolj tja, zdaj ste nas čisto preštimali tukaj. Skrili. Ja. Ko začnejo mečkeno hormoni divjati pri puncah in pri fantih, ko se recimo odločaš, katero šolo boš šel, ko upravljaš izpit, vozniški v izpit. tista V leta. ta leta, ja, to so nekako tudi najlepša leta. Tako. Hvala lepa, Teja, za obisk. Zdaj pa torej izgubljene oziroma etno skupina Zgubljene frizerke in skladbica Kam le čas beži.
Bravo, zgubljene frizerke so bile tole. Franci, vi kar ostanite seveda še tak v poziciji. Franci, lep pozdrav, torej zdaj smo pa na vrsti, ne? Ja, lep pozdrav, pa pozdrav vsem gledalcem, ki nas gledajo. Tako, Kam le čas beži je torej bila prva pesem in kaj ne rečem, lahko rečeva, da čas hitro čeče, nič ne reče, da hitro beži tudi za vas? Ja, vsekakor, zato ga treba izkoristiti. Takole, in danes zgubljene frizerke, torej z nami iz vašega konca. Iz našega konca. To so člani in članice tudi turističnega društva, turistično-lepševalnega društva, oziroma društva upokojencev Stranice tudi. Društvo upokojencev Stranice ima zdaj nekaj 208 članov in to imamo svoj ansambl. Tak hišni, vaški bend. Hišni bend. Hišni bend, takole. Straničani, zdaj še boste eno zaigrali, ker ste se ravno zdaj ugreli, uštimali. Kam le čas beži, potem bomo pošli na Srčno napako. Ta bo ta prava, ne? Torej, v drugo etno skupine Zgubljene frizerke in Srčna napaka. Zgubljene frizerke, zdaj se pa lahko seveda nazaj usedete. Jaz pa vas zopet pozovem na telefonsko številko 0342 88 210 in sicer tudi danes bomo podelili organka, ki ga imamo tukaj le spodaj. Nagradno vprašanje pa se danes za organka glasi: koliko gospodinjstev že uporablja organka približno? Ali je to A preko 10 000 gospodinjstev ali B preko 20 000 gospodinjstev. Torej, koliko gospodinjstev že uporablja organka, številka pa torej telefonska je 0342 88 210. Prislužite si ga. Naj povem, da smo vsi tisti, ki so dobili oziroma kupili organka, z njim zelo zadovoljni. Tukaj le bom prebrala mogoče dva mnenja, potem greva pa za Francijem seveda naprej. Mnenja kupcev piše pa takole: organko me je najbolj navdušil s svojimi stranskimi produkti, naravnim gnojilom za sobne in vrtne rastline in osnovo za kompost prvega razreda. S pomočjo razredčene fermentacijske tekočine sem namreč orhidejam
ki jim umetno gnojilo ni ustrezalo, povrnila življenje. Opomogli so si v izjemno kratkem času. Fermentacijsko tekočino tako redno uporabljam za vse rastline in sadno drevje. Hvala za čudovit pripomoček, ki dobesedno rešuje naravo. To je zapisala Mirjam. Potem gremo tukaj naprej. Odkar ločujem z organkom, sem opazila, da pri rožah v hiši, na balkonu in na vrtu ne uporabljam več drugih gnojil. Tekočino zmešam za vodo in zalivam rože in vrt. Po zaslugi organka smo lani pridelali največji krompir doslej. S tem je poplačano dodatno delo pri ločevanju z organkom, gospa Marija. Organko je praktična rešitev za organske odpadke, ki jih tako ni treba več vsakodnevno odnašati. Otroci so še posebej veseli, saj je prej bilo potrebno večkrat na dan se sprehoditi do smetnjakov. To je zapisala gospa Greta. No in še nekaj mnenj bomo seveda v nadaljevanju potem povedali. Vi zavrtite telefonsko številko, nekoga pa imamo. Franci na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, lep pozdrav. Vaše ime? Marjeta tu. Marjeta iz Velenja, ne? Ne, Rogače. O, Marjeta, Rogaška Slatina. Povejte, kam greva, v A ali v B? Zdaj nisem poslušala. Kaj, več kot organko uporablja več kot 10 tisoč gospodinjstev ali več kot 20 tisoč gospodinjstev? A že? Več Ja, kot... 20 tisoč, ja. Ja, tako. Marjeta, še telefonska številka. 041, Ja, 320, 320 740. 740, Marjeta sem zapisala in greva v škatlico B. Hvala Hvala pa lepa. lepo nedeljo. Srečno in nasvidenje. Tu imam A, tu pa imam B. Takole, Franci, vi vmes seveda vrtite številke. Ja, v B smo šli za več kot 20 tisoč. Franci, zdaj pa čas, da greva na prvi posnetek, da vidimo, kje smo se ustavili, torej na stranicah in da pokomentirava. Ne? Mislim, da smo odšli na Ribnik. Ribnik je, bom rekla, značilnost, ne, pri vas na stranicah. Ja, Ribniki, to je že zelo staro. To je pred drugo svetovno vojno imel en privatnik Canger, Ja, ki je imel tudi vinograd v Frankolovem oziroma Čerešnicah. Po drugi svetovni vojni je to prevzela Riba Maribor, nato je bilo to v najemu, imela družina Laznik Srečko, potem je imel Laznik Vili, nato je to kupil Unior, zdajšnji najemnik je pa Niko Laznik. Ta je zdaj preuredil Ribnike, čez ta most, mislim čez ta ribnik, kjer se ribe lovijo. Tam je naredil most, tako da na mostu so mize, lahko lovite od tam. Dočim ribogojnica je, ena je nad tem ribnikom, ena je pa pod ribniki, to je pa gojišče. in katere ribe? To so ameriške postrvi. Postrvi. Ja, ima tudi nekaj teh potočnih postrv. O, poglejte, kako Potem lepo so. obstoja tudi vališče, vališče, kjer tam smo ateke pa mamice imeli noter tudi. Potem to so bile ikre. Interesantno za gledati. Vi večkrat greste tja ribarit? Jaz sem tam par let, ko sem še v Uniorju delal, sem tam par let tudi delal. A ja, Ja. bež no bež. Potem interesantno je tudi januarja, v začetku januarja, od letos naprej, se tudi kopajo v ribniku. O, to Letos pa je vem, sicer ja. bilo 7,4 je bila topla voda. Ste šli noter? Jaz nisem šel. Bilo je pa 12 prijavljenih, ampak 10 jih je skočilo. Ste pa štrbunknili? Tisem pa enkrat padel v ribnik, ja, tisti je pa res, tisem pa dol spodnjem. Kako je bilo? Malo ste Ja, štrbunkali tam, ne? ne, takrat je bila topla voda. A je bila topla? Na hvala izviru v Zverovju je voda nekje okrog 18 stopinj. Aha. To je polet in pozim, ne. In ko pa teče voda polet niže, pa zraste tam nekje na 22-23 stopinj. A, tako. Ne. No, tule vidimo res lepo okolico. Ljudje lahko pridejo tja, kaj si kupijo karto in ribarijo, kaj Ne, cel dan ali kako? Tam lovijo, dobijo palce, dobijo kruh, lahko lovijo, potem pa tam se stehta, lastnik oziroma najemnik jim tudi sčisti ribe, Ja, da to ni problem. Lahko se usedejo, lahko kaj popijejo, lahko pojejo ribe, ki jih spečejo. Vsaka riba, ki se ulovi, naj bi nekje 2 ure tudi ležala na hladnem. ja. Ja, to pa zaradi Zakaj? tega, ker drugače razpoka. Sicer je ena možnost, da se takoj, ko se ulovi, tudi speče, sam moraš pa znati, ne moraš
3-4 reze na hrbtu narediti, A, takrat res? jo ne spiga, tako. jo ne ukrivi. Ja. Uh, V glavnem vabimo vse, ne, gledalke in gledalce, da pridejo. Naj pridejo, naj se to pogledajo, naj se usedejo. Kdaj je pa odpiralni čas, morda veste, Franci, kdaj Ne lahko vem. pridejo? Verjetno čez Ne vem, vikend. skozi, vem, da ne? v ponedeljki dopoldan, mislim, da ima zaprto Da ima, zaradi ja. urejanja drugih zadev, drugače pa lahko pridejo. In tudi za kakšne zaključne družbe. Tudi ima tam lepo dvorano, zastekljeno, Kaj pa je tole zdaj notri, ko gledamo? tole pa vališče, valilnica, Valilnica je tole. to je za ikre. Potem, ko se izvalijo, potem so male in potem je to treba čistiti, hraniti. In kakšne ribe so te ameriške? To so navadne postrvi, Ameriške ne? postrvi, To ja. je to. Imate radi te ribe? So vam Ja, okusne? večkrat gremo tudi po nje. Kaj je značilno za te postrvi, da imajo veliko, malo kosti, jaz ne vem toliko, no? Postaro kot postaro, Postero, ne? ja. Ene so tako zelo take. Imajo kar teh malih kosti, imajo, ne? Ampak odvisno od verjetno, kako ribo pripraviš. Tudi kako pripraviš, ne? Imeli smo te velike ribe, smo tudi prodajali ko smo že usmukali, ne? Ja. Te so bile težke, tam tudi 5 kg, 6 kg, velike tudi do 70 cm, Ja. 80 filete smo delali z njih. Ja. Tole pa en del rimske ceste. No, to moramo povedati. Ja, to je pa čez Ribnike potekala rimska cesta. En del je zdaj odkrit, niso položili asfalta, Ja, to je to, kar gledamo, Ja. ne? ker ta cesta je šla celje Ptuj, Aha. Celeja Petovija in je šla čez Ribnike preko Čretveža v Konice. Ne. No, in del te poti si lahko tam pri Del ribniku poti pri še Ribnikih je ogledajo. odprt, ja. Ja. Ker stranice so sploh znane po rimskih kamnih tudi, ne. Ja? 5 kamnov je vzidanih v župnišču, en kamen je pa vzidan nad vhodom v cerkev, to je deček z tuniko, v tuniki, oblečen tuniko z svetilko. To se tudi ljudje lahko pogledajo. To je pa cesta, ko gre naprej proti Čretvežu. Aha, in Je to je še ta makadam. rimska tudi. To je rimska To je cesta, ta ja. rimska cesta. In Še originalni kamni so zunaj, ja. sem hotela vprašati, so original, koliko je to zdaj staro? Ja, to je Približno. iz rimskih časov, ne. Potem se je pa tudi uporabljalo še v času Avstro-Ogrske. Ja. Recimo dol, ko krenete v Ribniki, je en star most, mislim, da boste na koncu tudi posnetek videli, ker je bil posnet. Ta most izhaja iz časa Karla VI., ker Karl VI. Je 1719. leta dal dekret, da se vse ceste popravijo, Dunaj, Trst, in da se vse reke premostijo. Najbolj znan je en most v Ljubljani, potem pa ta most, evo to se vidi, tole kamenje, en most je pa na Stranicah, tam ko se krene proti Ribniku, ta je iz teh časov. Sicer je zdaj položen čez njega asfalt, ampak ta most še kar drži, ker ko so zidali v Ribnikih polnilnico vode, tam je tudi polnilnica vode, ima Unior Rogla vodo, in ko so tam zidali, so vozile hruške betona in tudi ta od Gojkota oče je imel tudi težke tovornjake tam čez vozil, Ja. ampak ta most drži. Drži, kot Drži. pribito. Takole, 034288210, zdaj bodo sledili kratki oglasi, potem pa se veste, za organka se potegujete tudi danes, in sicer koliko gospodinjstev že uporablja organk, torej koš za biološke odpadke, ali je to A preko 10.000 ali B preko 20.000. Danes nimamo številke 090, ker nam nažalost zadeve ne delujejo. Izkoristite pa to priložnost, da pokličite torej na stacionarni telefon 034288210 in seveda odgovorite, koliko gospodinjstev torej že uporablja organka, 10.000 ali več kot 20.000, in enega organka bomo danes tudi podelili. Zdaj pa torej vi telefončke hitro v roke, mi pa si bomo pogledali kratke oglase. Krofi, čokoladne praline, korosani, torte, kruh, rezine z bananinim džemom, skutin zavitek,
domači sladoled, sladoled Pino Pingvino, sveže sadne kupe, različni piškoti, odlična jutranja kavica, pa kavica Brglez za napot, ledena kava, pekovsko pecivo, lastne proizvodnje, to in še več lahko dobite v slaščičarnah Brglez in seveda v poslovalnicah Laza v Tuhinju, Celje, Griže, Petrovče, Šempeter, Savinjski dolini, Tabor, Vransko, Vrbje, Žalec, Zagorje ob Savi, no za otroke pa prav tako tudi poskrbljeno, saj imajo igralne in pa ustvarjalne kotičke. Dobrodošli pri Brglezovih. Vrtnarstvo Botanika, Brešinja vas pri Petrovče. Vrtnarstvo Botanika, Brešinja vas pri Petrovče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo, kako pravilno lepiti keramiko. Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon, že od 13.990 evrov. Seat. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. O 25-letnici podjetja Tripex 25% popusta na vse fotoaparate in kamere. Gotovinski popusti, obročno odplačevanje, dostava na dom. Tripex, prodajni center Drolc. Bravo, takole je zvenela ta tretja pesem zgobljenih, nezblujenih,
Frizerka, pridem zdaj do vas, da se malce pomenimo, no, vi pa vzemite telefončke v roke in zavrtite torej stacionarno številko za našega organka. Torej, tudi danes ga bomo podelili, telefonska številka pa je 03 42 88 210. In nagradno vprašanje se glasi, koliko gospodinjstev že uporablja organka, ali A več kot 10 000 ali B več kot 20 000 gospodinjstev. Prej smo povedali tudi nekaj torej, mnen naših kupcev, zadovoljnih kupcev, ki so seveda z organkom zelo, zelo zadovoljni. Evo, tukaj je, danes ga bomo torej podelili. Naj povem, da ga jaz torej uporabljam in kapo dol. Organko je res, res odlična zadeva, odličen produkt. Če tudi imam doma torej vrt, pa imam kompostnik, vse te zadeve, organske odpadke, prav gotovo ne mečem več na kompostnik. Osebno lahko povem, da sem imela probleme z živalmi, predvsem z mačkami, ki so, saj veste, ne, krompir, ko ne pojemo, kaj drugega, sem vrgla torej na kompostnik in so hodile gor na kompostnik, mi jedle, delale samo svinjarijo, no zdaj pa organka torej uporabljam doma, ga imam na balkonu in pa tudi v špazi in sem z njim zelo zadovoljna. Nagradno vprašanje torej se glasi, ali več kot 10 000 ali več kot 20 000 torej gospodinjstev. Številka je torej znana, samo poklicati je treba in prislužili si boste torej lahko organka. Jaz grem pa zdaj seveda med tem časom, ko boste vrteli telefončke hitro v roke, ne, tukaj v tole veselo nasmejano družbo, lepo zdrav, takole bom odšla tu v moško družbo, bom šla ne v žensko, ne, tako da ne bo pomote. Franci, vam dam tukaj mikrofonček. Skupina Zgubljene frizerke, zakaj zgubljene? Ja, vidiš, se nismo več jak mladi, malo že imš od tebe. Ja. In pravijo, če že prej neko na stare leta se spravi k sebi, ne? Zdaj pa mi se probamo skozi spravi, zdaj zaenkrat smo še zgubljeni. A še kar? Ja. Kdaj se boste našli? Mislim, da kmalu. Da bo kmalu, ne? Res take zanimive inštrumente imate, pa še posebej tale me zanima. Ja, polonca. A kdo ima Franci do tega inštrumenta? Polonca, no, ta inštrument je edini v Sloveniji. Ja, to pa res menda, ne? Ker to ni samo inštrument, to je delovni stroj, masažni stroj, vse, kar hoče. Bomo takole proti kameri, ne? Takole, evo, evo, gospod, takole. In kako zdaj zgleda, deluje ta stroj, kako to gre? Poglej, kar bom mi, če hoče stranka biti res zadovoljna, ja, se vsede na stav, ker želje so različne. Ja, in okusi tudi? In za malo gnarja pri nam veliko dobiš. Aha, ni malo muzike. To ni malo muzike. Okay. Poglej, kako se vsedeš gor, lepo sedi se malo gor. Ja, bomo šli tako lepo. Čisto rahlo, ja. Samo. Rahlo. Bomo delali samo, ja, takle. Ja, bomo proti kameri se obrnala, takole. Lahko se vsedem, a me bo zdržalo, Franci? Bo, brez skrbi, brez skrbi. Preverjeno, poglej. Tu daš prvo nogice not in prvo se lepo nohte, ki poštimajo, ne smo rekla. Pedikura, ali kaj že? Pedikura, pa so malo petice. Aha, kak pa temu pravimo? Če ni pedikura, kaj? Pa manikura. A, manikura, na petah, v redu. Naprej? Pa gremo malo više gor, ne? Ja. Ker zdaj preskočimo 2 kure, preskočimo in gremo malo više. 2 kure preskočimo. Malo postrižemo. Ja, torej mi boste naredili frizuro. Malo navijemo, malo zbarvamo. Malo popiplemo ven. Kaj boste mi pipali? Ja, nekaj ti treba spipati, imaš nekaj viška. Kaj pa da imam viška? No. Zobi so v redu, zobe ne delamo, samo tu trebance ti malo popravimo. Vse je v redu, BP. Ja. Kaj pa potem? In pol, najnovejši zaščiten patent, ki ga ne bi smel izdati. Ja. Kaj povem? Ja, povejte, če je za javnost. Najnovejši patent je to, da tudi zgornji del telesa globinsko čistimo. Kako pa to zgleda? To pa zaščiteno. To pa zaščitena licenca. Kako pa to zgleda? Ja, če povem, bo pa dolgo trajalo. Dobro, bomo pa... Ker to imamo zdaj, recimo zdaj volitve se približujejo in je treba veliko stvari doreči in več kaj uštimati. Tako da to je pa licenca, ne? Ja, to pa nas samo pravi. Res odlična zadeva. In poglej, zdaj smo to delo napravili. Sem kot prerojena.
Po mojem Mislim, že, res. ko se vidi, Sam ko si popipec čist ste mi giba. pozabili nekaj, ne? Ja, kaj pa še naprej? Zdaj, če bi te slučajno malo pritisnila na kak sistem, tudi lahko to spustimo tu noter. A se vse spusti? Ja, ko delam on drugo kura, to se vse noter dela. Joj, Ker to mislim. stranko ne smeš spustiti iz To je moč čist, stola. ko imaš enkrat stranko gor, jo obdelaš do konca. Naš moto je pridi, vidi, pa se čudi, kaj ti izgubljena frizerka nudi. Tako, odlično, lejte, bomo dali kontakt, pa še kaj drugega, da pridete in da poskusite. Hvala lepa, Franci. No, zdaj gremo pa seveda mi zopet do drugega Francija. Franci, zdaj bova odšla na naslednji posnetek, še prej pa pozovem vse gledalke in gledalce na društvo oziroma na transakcijski račun. Še vedno smo dobrodelni, radi pomagamo društvu Sonček, enoti Celje in pa seveda Štore. No, zdaj pa prosim torej za naslednji posnetek, da vidimo, kam bomo odšli. Nekaj dni nazaj smo torej snemali na stranicah, no, stranice so lepe, veliko takih lepih gora oziroma hribov vas obdaja. Stranice so kar lepe, tole, kar zdaj vidite, tole je Mala gora, tam imamo gasilci tudi en protipožarni objekt, na Mali gori sicer še 5 vikendov, 3 domačije, to je nekje od 780, tole je Špičasti vrh, Kislica, nekje od 780 do 920 je ta zadnja kmetija, največji hrib je pa od zadnji Stenica, to je pa 1091 metrov. Tole je pa rak rana, to je pa Kaj je to rak rana? peskolom, Ja, to tega ne bi bilo treba. No, kaj je, Ja, druga se ne, pozna. kadi se nam, pa tudi zdaj, sicer ni več takih detonacij, kot so včasih bile, ker zdaj so šli zelo v globino. No in pa, ko je bilo detonacije, se je to fest treslo? Ja, takrat se je pa treslo, ja. Je bilo. Je kar bilo, A so bile tudi kakšne poškodbe, ne vem, na objektih? Tudi so bile, sam mi v glavnem zdaj imamo nove gradnje gor, pa kljub temu se je to videlo. Dobro. No, tukaj le vidimo vso to dolinico. S katerih vseh strani lahko pridemo na stranice? Na stranice se pride iz Frankolovga proti Konicam, to je cesta Celje-Maribor, stara cesta, potem v stranicah je odsep proti Bitanju, proti Doliču, Slovengradec. Imamo tudi eno cesto, ki gre čez hrib v Zreče, to je najkrajša pot v Zreče, to je cirka 3 km, prideš pri jezeru v Zreče. Potem na stranicah, to smo že tako enkrat imeli, da je zelo veliko privat sektorja, imamo zelo veliko avtoprevoznikov, recimo samih teh težkih tovornjakov je cirka 260. Tovornjakov? Ja, tako da je nekje zaposlenih okrog 350 ljudi. Koliko pa je na stranicah straničanov? Straničanov okrog 1150. 1150. Ja. Kaj pa tole? Tole, Vodnjak? Nek vodnjak no, to je pa vidimo? vodnjak v Bukovlah. Aha, ja. Ja. Kakšna posebna voda izvira tam pri Ne, vas, razen ne. tam tista zdravilna voda, kje smo bili, v Zverovju? To je pa Zverovje bilo, ja. Ja. Tole pa križ na Mali gori. Ne. A ste bili zraven vi tukaj? Ne, tole v ko- Bukovlah, ne. Takole, ko se je snemalo. Slabo Evo, se tukaj vidi. smo šli pa zdaj po vasici. A veste, s katere strani je to? To so Bukovlje. Bukovlje? Ja. Koliko zdaj stranice spadajo pod občino? Pod občino Zreče. Pod Same stranice, krajevna skupnost ima pa 10 zaselkov. No, katere zaselke? Zaselke so Stranice, Bukovlje, Bukovlje. pa Križevec. To so bili prej osnovni 3 zaselki. Ja. Zdaj še imamo pa Čretveš, Mala gora, Spodnje Stranice, Zaborg, Križevec, Poznate dobro, zelo dobro. tole je krožišče. Tole je glavno To je zelo krožišče. veliko krožišče na stranicah. Ki je nedolgo nazaj nastalo, ne, ali kako? Ja, pred parimi leti. In tukaj gremo zdaj v smer, se tudi jaz sem zgubljena, veste, pa Slabo vidim tole. poznam to Tole zadevo. proti To pa nazaj, Celju, proti proti Celju, Celju ne. se tole pela. Tako, Tole je Čankova hiša, Korošec, tole cesta pelje v središče Stranic. ja, Stranice so nekje tako za hribom malo, so no, tako da se slabo vidi. Tale križ je ob cesti, glavni cesti. lepo, lepo, ne, in straničani ste ponosni, vsi sodelujete, delate v teh društvih. Ja, društev je cirka 10, oziroma 3 so bolj humanitarne namene, potem imamo tudi kulturno društvo, turistično lepševalno društvo,
prostovoljno gasilsko društvo, društvo upokojencev, potem športno društvo, da ne pozabo. Potem mladi imajo svoje društvo. A se mladi zbirajo tako na stranicah? Ja. Potem krajevni odbor Rdečega križa, potem Zveze borcev imajo svoje. Ja. Tada je kar pestro. Tole je pa od šole, od gasilcev proti to se gre mimo vas. Ja, se mi zdi, da se gre mimo vaše hiše. Zdaj povejte za stranice, značilno, da so bolj starejše populacije tam, ali se naseljujejo mladi, prihajajo je mlajših tudi, se kar priseljujejo, tudi imamo nekaj gradbenih parcel, sam glik za eno parcelo tam pri cerkvi se gre, ker so poslali tole sodišče poslalo, da ne smejo graditi oziroma da morajo sondirati, ker je, kaj bi povedal, arheološko najdišče Sveti Lovrenc. In to, če enkrat to dobiš, potem ne moreš nič, ne moreš zidati, ne moreš spremeniti fasade, nič ne moreš narediti. Tako da to je škoda. Samo šolo pa hodi okrog 40 učencev, v vrtcu jih imamo sedaj 60, ker jih imajo tudi od drugot, jih vozijo, ker je bil pač prostor, ker imamo novo šolo že 5 let. In tudi novo telovadnico. Torej smo rekli, spadate pod občino Zreče. In kako Zreče gleda kot občina na vas, vam pomagajo? Ja, mi smo druga največja krajevna skupnost v občini Zreče. Torej je del sredstev namenjeno tudi za razvoj pri vas, za obnove cest. Kaj s cestami? Ste zadovoljni Straničani s cestami? S cestami, to je pa zdaj takole. To je večna problematika. To je večni problem, ker ta cesta, ki pelje iz centra proti glavni cesti, to je ni 500 metrov, 400-500 metrov je dolga, to je zdaj najslabša cesta. Ampak tam se največ vozi, ne? Tako da bi bilo potrebno, ne? Potrebno bi bilo pač popraviti, ne? Ja, kaj pa tole vidimo? Tole so zaselki, lepo urejeni, travniki obdelani, a je veliko kmetijskih površin? Je kar precej kmetijskih površin, tudi zelo gozdnata je naša krajevna skupnost. Kaj pa vinogradi? Vinogradov imamo tudi nekaj. Tole je sicer, to je pa iz Gornje vasi slikano proti krožišču, proti zaselku Križevec, levo, desno pa Bukovlje. Vi imate vinograd doma? Ne. Ne? Je kar dela, ne? Je veliko dela, pa tisto, koliko mi spijemo, tisto... Pa dobimo. Dobimo, ne? Takole vidim, da je tudi bil en tak čudovit dan, ko smo seveda snemali tole. Ja, to je bilo v četrtek. Četrtek je bilo. Ja, lepa narava, lepo urejeno, res ljudje skrbijo za svojo okolico. Znani se tudi po tistem gostilni Jana, zdaj tudi pozdravljamo torej gostišče Jana, kamor zahajate. Ne samo vi, ampak tudi na kakšno drugo, na kavico. Gremo pogledati na kavo, tam imajo tudi telemorske sadeže, imajo zelo veliko ponudbo. Tako da, to je v glavni cesti, preden se spustite navzdol proti Zrečam. Ja, kakorkoli, ali proti Zrečam, ali pa nazaj dol na Frankolovo, ne? Ali pa tam. Ker so ravno na hribu. Zdaj le pozdravljam torej gostilno Jana, če nas spremljate, gledate. Jutranja kavica tja do 12 ure, ali pa še tista prava zgodnja kavica je res dobrodošla v gostilni Jana. Sicer pa kaj, moramo povedati, da bomo v nadaljevanju šli še po bunkerje. Bunkerji, ki so bili zgrajeni kdaj? Bunkerji na stranicah, oziroma tu so bila zaklonišča. Sicer je nekaj bunkerjev tudi, ampak na stranicah so bila zgrajena 2 velika zaklonišča. Začela sta se graditi nekje junija leta 1952. Ogledali, vojska je že to pregledala leta 1951. Delali so to od junija pa nekje do novembra, decembra, potem so pa do marca naslednjega leta 1953 montirali opremo. Tako, Franci, zdaj vas bo malce zmotila, nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Silva iz Šentjurja. Silva Šentjur, Silva, povejte, kam greva, v A ali v B? Jaz mislim, da v B. Da v B, še telefonska številka? 041. Ja? 840. Ja? 599. 59? 599. Ok, Silva sem zapisala, hvala za klic in lep dan vam želim. Hvala, lep dan tudi vam, nasvidenje. Nasvidenje, takole za organka se potegujete še vedno, vse tja do 12 ure, nekaj čez 12 bomo podelili in sicer, kaj mislite, koliko gospodinjstva že uporablja organka, več kot 10 000 ali več kot 20 000? Nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami?
Dober dan. Dober dan, vaše. Branko iz Celja. Branko Celje, Branko, še telefonska številka. 041 Ja? 868 Ja? 284. Sem zapisala, Branko, hvala lepo in srečno. Ja, odzivo. Adijo, pa gremo naprej. Koliko gospodinjstev? Več kot 10 ali več kot 20 tisoč gospodinjstev, torej za organka. Danes imamo stacionarno številko in sicer 03 42 88 210. Taka bolj pocen, a ne varianta, ni tiste 090, tako da nas lepo pokličite in sodelujte torej v nagradni igri. Dober dan, kdo je z nami? Halo, halo. Marija, v okolici Štore. Marija Štore, kam greva? UB, a ne? UB. Še telefonska številka, Marija. UB. Telefonska številka. 041. Ja? 434. Ja? 563. 563, Marija, sem zapisala. Hvala lepa za klic, srečno in lep dan še naprej. Torej številka je 03 42 88 210. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, vaše ime? To je pa Majda iz Laškega. Majda Laško. Jaz bi pa povedala za nagradno igro. Ja? Šla bi pa po 2. Dobro, še telefonska številka. 041. Ja? 818. 818. Čakajte malo, 041. 818. 116. Ok, Majda, sem zapisala. Ajde, hvala, adijo. Srečno, čau, čau, pa gremo seveda naprej. Dober dan, kdo je z nami? Ja, dober dan. Vaše ime? Iz Tehari. Kako vam je ime? Kristina. Klementina. Kristina. Se upravičujem, Kristina. Še telefonsko številko, Kristina. 041. Ja? 608. 608. 462. Tako sem zapisala, Kristina Teharja, hvala lepa in nasvidenje. Torej, organko, koliko gospodinjstev? Več kot 10 ali več kot 20 tisoč torej gospodinjstev. Naša stacionarna številka je 03 42 88 210. Dober dan, kdo je z nami? Halo, halo. Halo, halo, kdo je z nami? Pavla iz Ljubečne. Pavla Ljubečna pišem. Povejte številko. Pavla iz Ljubečne. Ja, povejte še telefonsko številko. Halo, halo, Pavla, se slišimo? Ja. Pavla, še telefonsko številko mi povejte. 041. Ja? 518. 517. 931. 231. 900. Ja, že pišem, 931. Ok, Pavla, hvala lepa za vaš klic. Pa gremo naprej. 03 42 88 210. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, tu pa Majda iz Mislinje kličem. Majda, povejte še številko. Kako? Še telefonsko številko. 041. Ja? 620. Ja? Kliče, sva dobila. Ja, super, dajte še enkrat povedati. 041 620. Ja. 184. 184. Ja. Majda, Ja. držim pesti. Srečno. Ja, nasvidenje, Majda. Nekaj nam tukaj prekinja in slabo slišimo, a ne? Tako da jaz upam, da sem zapisala pravilno vse številke. Še nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Dober dan. Vaše ime? Tončka Prebolda. Tončka iz Prebolda. Prebolda. Še telefonska številka. 051 252 Ja. 359. Sem zapisala, Tončka. Hvala lepa, srečno in nasvidenje. Pa gremo še naprej. Številka je torej 03 42 88 210. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Vaše ime? Ivica Grenko. Ivica, odkot? Iz Kaplje vasi. Kapljeva. Ja, že pišem. Še številka, Ivica. Prosim? Še telefonska številka. 03. Nič, kako? 03. 03. 7, 4, Ja. 551. 551. Še ponovim enkrat. 03 754 551. Ja. Dobro. Hvala. A imamo prav številka? 03 7
5, 7, 5, 4, 5, 5, 1. Ja. Tako, Ivica, hvala lepa za klic. Joj, malo mi bomo pomagali, ne? Halo? Se slišimo? Ja, jaz upam, da sem res vse številke pravilno zapisala. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Halo, kdo je z nami? Vaše ime, dober dan. Halo, kako vam je ime? A se slišimo? Halo, se slišimo, ja, povejte vaše ime. Verjetno 2 na telefonu. 2 ste na telefonu? Ena. Kako je zdaj? Vaše ime, povejte mi. Ivica iz Legna. Ivica Legen, že pišem, Ivica, telefonska številka. 041. Ja? 548. Ja? 652. 50. Ivica, sem zapisala. Hvala lepa za klic. Srečno. Pa gremo še naprej, še nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Dobar dan. Vaše ime? Ciril Ciril, odkot? iz Začreta. Za Čret. Ciril, hitro telefonsko številko. 041. Ja? Prosim? Ja, povejte, 041. 461. Ja? 023. Ok, Ciril, sem zapisala. Hvala lepa za klic. Srečno in nasvidenje. Ja, takole naša številka je zdaj pregorela, Franci, kaj te rekli? Komaj. Ljudje ne pišejo. Tako, ja. Dober dan, kdo je z nami? Halo. Dober dan, vaše ime? Dober dan. Ana iz Celja. Ana Celje, še telefonska številka, Ana. Ja, 040. Ja? 7, 8. Ja? 4, ja, 7, 8, 4. Ja? 8, 6, nič. Dobro, Ana sem zapisala. Hvala lepa za klic. In lep dan torej vam želim, Ana, torej iz Celja, 034288210, torej naša telefonska številka za organka. Koliko organka že ljudje torej poznajo? Več kot 10 000 gospodinstv ali 20. Dober dan, kdo je z nami? Iz Celja. Kako? Helena iz Celja. Pišem Helena Celje. Še telefonska številka, Helena. 051. Ja? 221. 221. 631. 631. Evo, Helena sem zapisala. Hvala lepa za klic. Hvala. Srečno, adijo. Joj, Franci, bomo morala mogoče prišparati te bunkerje za naslednjo nedeljo. Ja, bomo videli. A vas ni? Ne, potem bomo pa videli, kako in kaj. Dober dan, kdo je z nami? Mirko Celja. Kako? Mirko Celja. Mirko Celje, povejte številko, Mirko. 03. Ja? 5. Ja? 4. Ja? Naprej? 5, 3. Ja, nekaj mi fali. 0, 3, 5, 4, 4. 3. Ja? 6. Ja? 5. Pa 3. To bo pa zdaj malo preveč. Mirko, greva še enkrat čisto od začetka. 0, 3. Ja. 5. Ja. Govorite vi. 4, 4. 4, 4. 3, 6. Ja? 5, 3. 5, 3. Evo, Mirko, zdaj smo pa zapisala. Hvala lepa za klic. Srečno. Pa smo zaštrikala tole, lejte, tale naša košarica je že čisto polna, ne? Zgubljene frizerke, počasi se bomo pripravili, ampak ne, še nekoga še imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Halo. Halo. Ja, dober dan, vaše ime? Lojze Velenje. Lojze Velenje, pišem. Lojze, še telefonska številka? 041. Ja? 838. Ja? 741. Dobro, Lojze, hvala lepa. Srečno, nasvidenje. Še en telefonski klic sprejmemo, potem gremo pa hitro v bunkerje. Dober dan, kdo je z nami? Halo. Ja, lep dan, kdo je z nami? Halo. Ja, vaše ime?
Dušan, Dušan odkot? Celja. Celje, Dušan, še telefonska številka. 041 Ja, 577 577. 545. Tako, 545 Dušan sem zapisala. Hvala lepa za klic. Srečno in nasvidenje. Frizerke, se šalaka, malo počakate, zdaj sem vas malce prehitela, ker gremo zdaj hitro v bunkerje pogledati kratek posnetek. Prav? Takole, evo, tukajle bom vam kar prepustila Franc besedo. Tu se nahajamo v bunkerjih oziroma pred Tole je bunkerji. plošča, to je nad strugo Tesnice. Ta Ja. plošča je bila postavljena v spomin odprtja ceste, to je tule, jo gledamo. Odprtja ceste, ko se je ukinila Rimska cesta, se je tu naredila cesta nova, Celje Konice. Ta cesta je bila odprta 1. junija 1805. leta, zato je pa ta spominska plošča in to ploščo bi bilo treba obnoviti, to sem že jaz na občini rekel, tudi krajevni skupnosti, ampak do zdaj še ni bilo nič. Tule smo šli pa v bunkerje, tule je vhod v bunker. Bunkerji se nahajajo v smeri Frankolovo Konice, od grobov, od zadnjega groba skozi Sotesko na desni strani. Zdaj smo v desnem bunkerju. Ta bunker je dolg cirka 70 metrov. Na koncu bunkerja je zazidan izhod, to se vidi tamle, ker je nekaj kamnov ven padlo. To se je prišlo nad strugo. Tam je bilo 5 tračnic, ki so bile postavljene na cesto, na njih so se dale deske, fosni in je lahko avto peljal v ta bunker. Zakaj so si naredili te bunkerje? Ti bunkerji, se pravim, takrat so se delali 52. 53. leta, takrat je pač bilo, vojska je to veliko delala, ampak to je delala v popolni konspiraciji. Ne? Kaj to pomeni? Popolno, Tajnosti, ljudje kaj? niso smeli vedeti, kaj se dela, kaj se zida. Kako so pa delali? To je bilo se na roke ali kako? To je bilo v glavnem na roke delano, ampak dobili so že nek ameriški kompresor, da so lahko vrtali, razstreljevali, delalo se je v 3 smenah, vojakov je bilo cirka 150 do 200, odvisno kaj so delali. Delali so nedeljo dopoldan niso delali, takrat so imeli malo prosto. Potem vojaki so stanovali nad pečino, so bile barake, so stanovali spode, so stanovali pa oficiri, pa ta vodja. Vodja del je bil Letoja Vladimir, ta je bil 30. leta rojen, stanoval je v Splitu nazadnje. Ta je spoznal tudi 1. maja 52. leta pri Lazniku, kamor so zahajali v gostilno, je spoznal ženo iz Stranic, Angela Korošec, z njo je bil poročen 58 let, 2012 je ona umrla. Ta je bil vodja del tu. Kaj je zanimivo še za beton? Zanimivo, Beton, debelina betona. Debelina betona, recimo tam, ko so tati izpustni, mislim, ko so te streljne line, tam je betona bilo tudi do 2 metra debeline. Višina na sredini je celo okrog 4 metre. Notar so tudi dvojna vrata, tiste niso mogli odmontirati, ker 56. leta so to odmontirali pa peljali v Maribor. Tista vrata, ena so 3 centimetre celo debela, tista tako domnevamo so težka nekaj čez tono. Tule gremo pa zdaj v levi bunker. Levi bunker je pa dolgi cirka 42 metrov in ko se v njega pride, je na desno stran so 2 večje sobe. Tako, če je recimo nekaj eksplodiralo spredi, se v tistih sobah ni nobenega zadelo, recimo šrapnel ali pa kaj ne. Pa je bilo kaj poškodb, rečemo, ko so delali? Ko so delali, ni bilo poškodb, tak je tudi ta Letoja rekel. Njegov obisk v Sloveniji, ki ga je organiziral župan občine Zreče, je bil leta 2012, mislim, da je bil. In ta film si lahko 40-minutni se lahko pogledate na spletni strani občine Zreče, pa date zraven zaklonišča na stranicah. Koliko ljudi, vojakov je pa delalo tole? 150 do 200, odvisno od tega, kaj so delali na 3 izmene. Imeli so že tudi mešalec za beton, ki je dvigoval se na neke jeklene vrvi, se je dvigoval. Beton so vozili v posebnih kesonih, tole so pa posode za vodo. Posodo za vodo so bile pa iz salonita, še zdaj so 3 noter in
zdaj pa govorimo, salonit je škodljiv, ne? Takrat ni bil. Takrat ni bil, Ja, ne? Kaj pa takrat ni tole? bil. Tole je pa spomenik? Tole je pa Kamen? spomenik, to je pa dol, ko se gre v Ribnik, to je spomenik prehodu 14. divizije, to je pa ta most iz časa Karla VI. In še drži danes? Še drži, še vedno drži. Kaj je zdaj za ogled? A se lahko ogledamo te bunkerje? Ja, te bunkerje je zdaj tak, treba, če se bi kjer hotel ogledati, verjetno bo to treba nekako urediti, ker bunkerji so v lasti Republike Slovenije, upravlja jih Ministrstvo za obrambo. No, ta most se zdaj posnel. Bilo bi fajn, da bi bilo odprto za turiste. Ja, in bilo fajn, da se odpre, da ljudje malo vidijo, kaj je to. Franci, zdaj smo prišli skoraj do konca, zdaj si bomo na kratko gledali hitre oglase. Mislim, da fantje imajo pripravljene tik pred koncem, torej oglase. In se vam bomo zahvalili kaj kmalu za današnji obisk, da smo lahko bili del te vaše bunkerske zgodbe, Franci, na katero ste ne ponosni, ampak radi pripovedujete. Veliko veste, tako da z velikim veseljem vas še kdaj, torej Franci, povabimo, ampak zdaj pa sledijo kratki oglasi. Jutro okrepčite torej z dobro brgljozovo kavico, lahko tudi z kavico za napot, korosanje, različne torte, kremšnite in seveda, kaj narečem, prisrčno vabljeni na čisto pravi domač brgljozov sladoled. Sicer vas brglezi vabijo v vse njihove poslovalnice in sicer v Lazah, Tuhinju, Celje, Griže, Petrovče, Šempetru, Savinjski dolini, Tabor, Vransko, Vrbje, Žalec, Zagorje ob Savi. Ne smete pa seveda zamuditi in okusiti njihove okusne krofe. Dobrodošli v slaščičarni Brglez. Vrtnarstvo Botanika Brešinja vas pri Petrovčah. Vrtnarstvo Botanika Brešinja vas pri Petrovčah. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon, že od 13.990 evrov. Seat. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Novo na Celjski koči, Pustolovski park, možnost rekreacije in športa v zavetju drevesnih debel in krošenj. Preizkusite se lahko na poligonih za vse starostne skupine. Pustolovski park, Celjska koča, preživite svoj prosti čas aktivno. O 25-letnici podjetja Tripex 25% popusta na vse fotoaparate in kamere. Gotovinski popusti, obročno odplačevanje, dostava na dom. Tripex, prodajni center Drolc.
takole, dragi prijatelji, pa smo prišli do konca današnjega srečanja, do današnje torej oddaje, zanimiva, poučena, seveda, obiščite torej stranice in pa tudi obiščite spletno stran za organka ali pa pokličite na brezplačno številko in si zagotovite organka 080 81 01. Zdaj pa enega torej podelimo, Franci, gledamo stran, fajn premešati treba, ne, kar premešati, ne bojo rekli, da je kuhna, ne? Takole, taram, in izžrebamo koga. Pa poglejmo, in sicer gospa Ana iz Celja je dobila torej organka. Iskrene čestitke, gospa Ana, vas pokličem, da se dogovoriva kako in kaj. Zdaj pa torej zaključna pesem, Zgubljene frizerke nam bodo zapele pesem Kaj minuca planinca, dragi moji, lepo se imejte, radi se imejte in srečno in nasvidenje do prihodnjič. Izvolite.